Prav lep pozdrav. Danes smo se zbrali na okrogli mizi prihodnosti izobraževanja. Pobuda za to okroglo mizo je tudi razmislek ob izidu knjige Pozitivna psihologija za šolo, starše in vrtce. Avtor te knjige je dr. Kristjan Musa-Klešnik, ki je danes tudi z nami. Z nami pa sta na okrogli mizi tudi gospa Mateja Urbančič-Jelovšek, ravnateljica Osnovne šole Majde Vrhovnik, in gospod Roman Brunšek, ravnatelj Osnovne šole Škofljica. Tema, s katero smo naslovili to okroglo mizo, je precej široka. Seveda pa je potrebno umestiti v čas, v katerem smo. Nenavadno bi bilo razpravljati o prihodnosti izobraževanja, če se ne bi dotaknili tudi časa, v katerem smo. Vse težave, ki izhajajo iz epidemije, so na nek način pokazale tudi zrcalo našemu izobraževanju. Zato mogoče prvo vprašanje, dr. Kristjan Musa-Klešnik. Vaša vloga je v slovenskem izobraževalnem prostoru zelo, bom dejala, široka. Ste tudi predsednik strokovnega sveta, predstojnik Centra za psihologijo. Tudi vaš psihološki pogled razume gibanje družbe mogoče na drugačen način. Kaj menite, kaj je tisto, kar nam doba, v kateri smo se znašli, kaže in na kakšen način, kakšno sporočilo prinaša tudi za izobraževanje? Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da če bi začel odgovarjati na to vprašanje, pravzaprav bom kar izčrpal ves čas, ki ga imam na razpolago. Zdi se mi, da je tale čas pravzaprav pokazal, da smo v zadnjih desetletjih se kar precej odmaknili tudi v izobraževanju in v družbi nasploh od enih takih bazičnih stvari, kot so pravzaprav odnosi, kot je vzeti si čas en za drugega, kot je ukvarjati se z ljudmi okrog sebe. Se pravi, ukvarjali smo se z stvarmi, ukvarjali smo se s procesi, z ljudmi pa pravzaprav se mi zdi manj. Ne? In naše odnose in vse ostalo, kar se s tem povezuje, se mi zdi toliko je malo kot za samoumevno, da je pravzaprav ta šok epidemije, posebej v tistem trenutku, ko smo bili v enem času zaprti praktično med štiri stene, pokazal, kako pomemben del življenja smo kar nekako odrivali na stran. In zdaj, če hočem povzeti, pa mogoče eno malo prognoze dati, če bo to pomenilo, da bomo znali to izkušnjo naprej s sabo nesti in pravzaprav to človeškost ohranjati, odnose krepiti, odnose vzdrževati, in ker seveda govorimo o izobraževanju, tudi otroke učiti tistih ključnih socialnih veščin sobivanja, se pravi, ne samo jaz, svet se vrti okrog mene, ampak jaz sem del sveta, v katerem ga pravzaprav veliko vlagam, hkrati veliko dobivam, ampak lahko pa to funkcionira samo takrat, ko smo nekako povezani med sabo in se upoštevamo, pa spoštujemo. Če bomo to znali nesti s sabo, potem bomo mogoče lahko rekli, da ta epidemija ni prinesla samo slabega, ne? Se mi pa zdi na drugi strani, da je pa pokazala, koliko je pravzaprav ta razdrobljenost, kako je ta delitev družbe na te majhne otočke, v te majhne mehurčke v zadnjih letih že naredila pravzaprav ene škode. Ne? In se bojim, da bi pravzaprav to razpadanje družbe, ki se nam zdaj dogaja, ko ga gledamo na družbenih omrežjih, ne, da je to nekaj, da bi to lahko bila tudi neka perspektiva. In se mi zdi, da je treba prav posebej za vse tiste, ki se ukvarjamo z izobraževanjem, z delom z ljudmi, res vlagati veliko napora v to, da se nam to ne dogaja in da mogoče ta trend obrnemo. Jaz sem pa seveda nepopravljiv optimist in sem prepričan, da se iz vsake slabe stvari tudi nekaj dobrega izcimi in če ne bi bil to prepričan, se ne bi s pozitivno psihologijo ukvarjal. No. Tako da jaz mislim, da bomo znali neke pozitivne stvari iz tega potegniti. Ja, Mateja, življenje v šoli, realnost, kruta realnost, bomo dejali, tudi na svoj način odseva dejansko situacijo. Ti si veliko časa poučevala, kot ravnateljica zdaj deluješ že 13 let, se ukvarjaš tudi s kakovostjo znanja in šole. Kakšno je pa tvoje stališče? Kaj je pravzaprav tisto, kar je ta čas pokazal v razredu, tudi v
v teh odnosih, starši, učitelji, ravnatelji ste nenazadnje kar v težki vlogi. Res je. Če bi začela enkrat pri starših, bi rekla, da je pa trenutno stanje v šolstvu glede na komunikacijo starši, ki jo imam v zadnjih 20 mesecih, zelo spodbudno, pohvalno, da pri 500 učencih na šoli, bom rekla, 99% staršev podpira šolo, sodeluje. Toliko pozitivnih sporočil, kot sem v zadnjem času dobila za delo učiteljev, moje delo, mojo komunikacijo s starši, tukaj menim, da je potencial in da je to treba izkoristiti in sodelovati naprej. Kar bi rekla v razredu? V razredu, ja, so velike stiske, tako da otroci zdaj, ko, bom rekla, so v šoli, odkrivamo tiste primanjkljaje in skušamo pomagati, ne. Na začetku šolskega leta smo si zastavili kot šola, da bomo krepili to duševno zdravje, da bomo želeli otrokom tudi na ta način pomagati, da bomo res se vključevali, medpredmetno povezovali in hkrati nudili otrokom tisto, kar zdaj v zadnjih 20 mesecih niso imeli. Saj je težko, ni enostavno, ker nas ves čas, bom rekla, sistem od nas zahteva ogromno birokracije. Od mene kot ravnateljice in pa hkrati od učiteljev, kaj vse morajo, kakšna poročila morajo pripravljati oziroma kakšne evidence voditi. Tako da to je tisto, kar nas bremeni. Več bi morali imeti, bom rekla, te avtonomije, jaz že kot ravnateljica in potem učitelji v razredu. Tako da tukaj moramo narediti korak naprej. Roman, če začneva mogoče kar na tej točki, kjer je Mateja končala, odkot začeti naprej, se pravi, kaj so tiste svetle plati, ki ga vendarle ta čas prinaša. Vi ste tudi kot dolgoletni ravnatelj, profesor, tudi predam kulturi, literaturi. Kaj tisto, kar pravzaprav iz tega časa lahko potegnemo dobrega? Žal je tako, da vsaka epidemija naredi nek preobrat v družbi. Iz nekega zelo varnega, mirnega, prijetnega, skoraj da živaškega sveta smo v nekem trenutku čez noč padli na trd beton, na realna tla. In seveda ta huda streznitev povzroča vse to, o čemer sta predhodnika že govorila. Ogromno je stisk, ogromno je pa tudi pozitivnega. In tisto, kar bi sedaj veljalo izkoristiti, je predvsem to, recimo, prečiščenje družbe in pa ena osnovna izhodiščna točka. Nismo vsemogoči, imamo ogromno težav, pokazale so se pravzaprav vse tiste ranljive plati družbe, družine in tudi šolstva. In tukaj bi sedaj morali predvsem graditi na tem, da smo vendarle v tej epidemiji ugotovili, da človek velja. Velja duševnost, velja njegov razvoj, velja njegovo sobivanje in da to ljudje potrebujemo. Smo navidezno egoistična družba, ampak če otroke pogledam, preprosto se želijo videti, se želijo slišati, se želijo objemati v srednji šoli, se želijo zaljubljati, želijo živeti tisto osnovno prvinsko življenje, ki je zelo naravno, zelo lepo, zelo toplo. In na to smo pozabili. Mi smo v šoli ogromno poudarjali razna znanja, zelo se je v zadnjem času izkazovala tekmovalnost, torej kje si, kdo si, kako ti uspeva, si boljši, slabši. Še vedno smo delali šolski sistem, ki je bil zelo univerzalen, torej vsi moramo splezati na drevo, ne glede na sposobnosti, ne glede na socialne okoliščine. Vsi smo pričakovali nek končni rezultat in ta rezultat je bil pohvaljen. Sedaj pa ne bo več toliko verjetno pomemben rezultat, ampak preprosto neko normalno sožitje, neko normalno življenje, neko normalno preživetje, upoštevanje drugega in potem skupno iskanje močnih plati posameznika, da se bo iz tega izvlekel. Koliko stisk, koliko težav, koliko zgodb smo ravnatelji, učitelji slišali v teh 2 letih, to je neverjetno. Kako so se nam starši, otroci odpirali in kako smo jih na drugi strani izgubljali, opažali, kako dejansko smo bili zaprti. In tukaj mislim, da je temeljna stvar. Iskati zopet človečnost na vseh plateh in začeti pri otrocih, ki to najbolj potrebujejo. Ja, to je pravzaprav tudi nekaj temeljnih, ključnih točk, ki si jih, Kristjan, ti, na katere si upozoril v knjigi Pozitivna psihologija. Tisto, kako pomembno je pravzaprav, da ne sledimo zgolj in samo rezultatom, ampak da je pravzaprav v šoli pomembno tudi to, kako razvijamo človeka in njegovo celovito osebnost. Kaj je učenec kot osebnost?
Govoriš tudi o teh coklah zastarelih prepričanjih in to je ena od teh cokel. Ja, zanesljivo je, ne? Če se navežem na to, kar je Roman rekel, ne? Jaz mislim, da je v en desetletje nazaj pravzaprav iz poslovnega sveta prišla ta potreba po merljivosti, učinkovitosti v pedagoški prostor, v šolski prostor, in ker je pravzaprav med vsemi temi pomembnimi prvinami, ki se skozi otrokov razvoj razvijajo, najbolj merljiv seveda tisti v enem trenutku zna to povedati, zna to obkrožiti, zna to občrtati, je bila to pravzaprav edina reč, ki se je nekako vrednotila in skozi to, da se je vrednotila, se je dvigovala vrednost, hkrati se je pa zanemarjali tiste ostale plati človeka, ne. Tudi konec koncev v enem trenutku so postale ključno merilo kakovosti šolskih sistemov te različne mednarodne raziskave znanja, PISA, TIMSS in tako naprej, ki so še utrjevale, ne, to. Tisto, kar se je zdaj meni pomembno, ko sem se lotil, je pa to, ne, razumeti, da pravzaprav je človek več kot samo en možgan na dveh nogah, v katerega trpamo informacije in potem pričakujemo, da te informacije uporabi. Pa že tukaj imamo težave, kako pravzaprav tisto znanje naučeno v šoli uporabiti ali pa na fakultetah. Hkrati pa pravzaprav vemo, ne, da je človek čustveno bitje, je človek socialno bitje, je človek duhovno bitje, ne? In na koncu je telesno bitje. In se mi je zdelo tako zanimivo na tej konferenci Resetting Education, so dijaki pripravili eno tako zanimivo vizualizacijo svojega življenja, eno pravzaprav predstavo, ki se je vrtela seveda okrog veliki meri zaslonov, in ker je bila to mednarodna konferenca, seveda je teklo v angleščini, ne? Ampak dijak je na koncu rekel, I need a hug, ne? But I need a hug, ne? Se pravi, jaz rabim objem. Objem je pa čustvena izkušnja, objem je socialna izkušnja, objem je duhovna izkušnja in je še telesna izkušnja. In to je pravzaprav tisto, kar se meni zdi ključno, da vračamo nazaj v ta prostor, da tem pomembnim dimenzijam človeka vrnemo mesto, in da hkrati nimamo nekih zadržkov ali pa težav, ko rečemo, šola je tudi prostor, kjer se morajo te veščine, te življenjske veščine razvijati. Danes pravzaprav niti ne vemo, katera znanja konkretna bo otrok čez 20-30 let potreboval, ker si ne znamo predstavljati sveta takrat, v katerem bo ta otrok živel pa delal. Ampak lahko pa s precej veliko gotovostjo rečemo, da socialne veščine, zmožnost sobivanja bo pomembna. Pomembno bo razumeti sebe, razumeti druge, pomembna bo empatija, pomembna bo vztrajnost, pomembna bo odgovornost. To so tiste življenjske veščine, ki se vse seveda lahko v veliki meri skozi to, kar vse naši učitelji pa ravnatelji na šolah že delajo, krepijo. Zdaj pa mislim, da je potrebno samo dati več avtonomije, več podpore in reči, lahko to počnete tudi na sistemski ravni, ne, se pravi strani sistema, več spodbude za to. Ja, zagotovo je to eno od vprašanj prihodnje šole. Zdaj, seveda pa vprašanje, kako, na kakšen način to pripeljati v šolski prostor. Pomembno je seveda, kaj zna in ve učitelj, ampak pomembno je tudi, kdo je učitelj. Zdaj, kako pravzaprav tudi znotraj, med učitelji spodbujati ta del, ki bo pomagal tudi otrokom, da bodo zapolnjevali prav ta čustveni, empativni del, socialne veščine, to, kar se zdi na nek način, da je vendarle zdaj na račun razuma, merljivih dosežkov bilo nekako prikrajšano. Ja, res je. Jaz vedno na začetku šolskega leta, preden začnemo tisto uvodno sejo, učiteljem vedno povem, kakšnega učitelja učenec pričakuje, a ne? Mirnega, strpnega, potrpežljivega, spoštljivega, da daje dober zgled, ne? In še cel kup zadev zraven naštejem in vsako leto še kaj zraven dodam in menim, da ja, učitelj mora večkrat slišati, a ne, da ne more učiti na način, kot se je sam pripravljal pred 30 leti, 20 leti in da je velikokrat
kakšna zadeva, ki je dobra, da se uporabi večkrat, včasih pa, ko dela učitelj refleksijo svojega dela, to zelo spodbujamo na šoli, in imamo te samoevalvacijske, akcijske načrte in pa potem zadeve, ko se pogovarjamo, analiziramo, in pomembno je, da učitelj je res dober zgled svojim učencem in da je dober organizator svojega pouka, svojega dela in da navdušuje učence za svoj predmet. Ni toliko pomembno tisto faktografsko znanje, ki občasno v šolah je še preveč tega, bi rekla, ne. Tako da resnično in trenutno se od učitelja pričakuje drugačen napor, drugačno delo, drugačen pristop in so časi, ko imamo na šolah učitelje, ki imajo 30-35 let delovne dobe in je tukaj tudi drugačna motivacija strani vodstva šole potrebna, strani svetovalne službe, ko imamo te, razne aktive, potem evalvacijske sestanke, da tukaj je dobra motivacija strani šole in pa dobro sodelovanje in spodbujanje timskega dela. No, zdi se, da potem vendarle se vse začne pravzaprav na neki točki, od koder prihajajo učitelji. Malce smo se pred našo okroglo mizo o tem že pogovarjali. Učitelj nenazadnje je tudi samo človek. In ta pot do učiteljskega poklica, poslanstvo, predanost, občutek, da v življenju je to poklic, ki ga zares želiš opravljati, ne? To je nekaj, kar verjetno, morda pa tudi ne moremo pričakovati od vsakega učitelja, ampak druga plat te medalje pa verjetno tudi sistem, visokošolski sistem, ki gradi, razvija te učitelje. Roman, kako je z učitelji, ki prihajajo, oziroma kako jih je pravzaprav mogoče voditi, razvijati v neko smer, ki si jo vsi želimo? Bilo bi idealno, če bi se učitelj vedno lahko rodil z vsemi temi lastnostmi, pričakovanji, empatijo, možnostmi in bi ga lahko postavili v delek in bi bil čudežni deček, ki bi spremenil svet. Tega žal ni. Pri samem sistemu se bojim, da smo nekje na neki točki ustali. Naš sistem celotnega univerzitetnega študija je dobro naravnan v samo podajanje znanja, gotovo je znanstveno strokovno izredno dober. Bojim se pa, da ti učitelji preprosto dobijo premalo širine, dobijo premalo empatije, dobijo premalo na eni strani zelo konkretno uporabnega znanja, po drugi strani pa tudi tistega, kar naredi učitelja boljšega od drugega. Seveda z izkušnjami se marsikaj da dobiti, ampak sam pristop do poklica, zakaj si učitelj, najbolj pogost odgovor je, zato ker imam rad otroke. Ja, žal, na drugi strani moramo pa biti odkriti, otroci pa nimajo tako radi učiteljev. Seveda radi bi imeli dobre ocene, radi bi imeli uspešne dosežke, radi bi se z učiteljem šalili, radi bi naredili marsikaj takšnega, da bi bilo v zabavo, vendar učitelj preprosto ima drugačno nalogo, ima drugačno poslanstvo, mora živeti. Zdaj, kaj narediti s temi sistemskimi stvarmi, je verjetno vprašanje za koga drugega. Ampak učitelj bi danes res moral biti neverjeten, univerzalen vojak v vseh pogledih, vse bi moral znati, na vse bi moral biti pripravljen. Tega na fakultetah ne bodo dosegli. Tako da ena od stvari, ki je zelo vredna premisleka, kaj želim početi v življenju, koliko bom to počel s srcem, koliko sem za to tudi usposobljen, pa daleč od tiste žaljive predpostavke, če ne boš mogel biti ničesar drugega, boš pa mogoče šel na pedagoško fakulteto, kot je bilo to še nekaj časa nazaj. Oprostite, učitelj dela z najdragocenejšim, kar ima vsak starš, to so otroci. To je tisto, kar je najtežje. Vsakemu, ki bi mi dal recept za vzgojo, bi podelil Nobelovo nagrado, ker tega ni. Ker je 28 oči, 28 svetov, ti si pa eden in moraš vsakega začutiti, razumeti, odpreti in vse to, kar zdaj govorim, se mi zdi, da nekako obstane. Ali pa, če sem zelo poenostavim, v oddelku imamo otroke dodatno strokovno pomočjo, ki res potrebujejo čisto posebno obravnavo. Jaz sem za to, da so v šoli, absolutno, ampak zato mora učitelj biti usposobljen. Primer, avtistični otrok potrebuje popolnoma drugačen pristop kot nek drug otrok, tujec, da ne bi bili zelo preprosti. Ko dobiš v oddelek tujca, ki je špansko govoreč,
Moraš imeti po vsej učilnici nalepke s španskimi besedami, da bo sploh lahko vedel, kaj potrebuje, kdaj rekel prosim, hvala in tako dalje. Torej, ogromno znanj, ogromno nepričakovanih zapletov, ogromno stvari, na katere te pa sistem ne pripravi. Zato še ena stvar, verjetno bi morali tudi učitelji imeti nek drugačen pristop pripravništva, kot je bil včasih, nek drugačen nastop uvajalnega poučevanja. Zelo dobro bi bilo imeti nekega izkušenega mentorja, ki ti bo stal ob strani. Zelo dobro ga je pripraviti na vse izkušnje starši, vsaj tiste najhujše ali pa najbolj prijazne. Torej, ogromno dela za tiste, ki snujejo programe. Kristjan, nekaj teh možnosti se vendarle kaže tudi znotraj strokovnega sveta. Kje vidiš, da bi vendarle bili mogoči premiki? Ker ne nazadnje glas iz realnega šolskega polja je vendarle dovolj prepričljiv, da očitno spremembe so potrebne, ali kot sam pišeš v knjigi, dejansko izhajamo iz nekih prepričanj in predpostav, ki temeljijo na šoli izpred 50, 100 let. Tukaj je ta zmožnost fleksibilnega spreminjanja, zlasti v teh časih, očitno prepočasna. Ja, vsekakor, ne, sej to ni redka primerjava, ne. Šolske sisteme dostikrat primerjajo z enim težkim tankerjem ali pa težko letalno nosilko. Tudi takrat, ko poskušaš malo zaviti, inercija še kar nese, pa nese, ne. In je seveda to po svoje je pomembno varovalo, ne, ker vseeno je dobro imeti neka varovala, da se ne gre v neke reforme šolskega sistema, izobraževalnega sistema kar na horuk vsakič, ko se zamenja vlada ali pa vsakič, ko nekdo pride na idejo, zdaj bi pa tole naredili, zdaj bi pa en predmet noter vdali, še en predmet ali pa en predmet ven vzeli. So pomembni premisleki. Težava je v tem, da te premisleki trajajo predolgo časa. Se pravi, 50 let nazaj pravzaprav smo lahko sorazmerno z neko verjetnostjo precej veliko napovedali, kakšen bo svet čez 20 let, katera znanja, katere veščine bodo otroci potrebovali. Danes se svet zunaj spreminja veliko hitreje, kot se spreminja v bistvu struktura, vsebina šolskega sistema in je treba temu primerno iti z roko v roki. Ena taka preprosta reč, ki jo včasih niti ne zapopademo, ne. Če pogledamo recimo informacijske kanale, po katerih si mi ustvarjamo podobo sveta okrog sebe, pa vzamemo tistih 5 kanalov, ki jih recimo mi najbolj koristimo, ko smo tukaj, ne? Ali je to televizija, je to tisk, je to karkoli drugega. In če na drugo stran pogledamo, preko katerih kanalov si podobo sveta ustvarjajo ti naši otroci, vidimo, da tukaj ni nobenega presečišča. In če mi hočemo seveda priti bližje otrokom in jih poskušati pripeljati tja, kamor se nam zdi pomembno jih pripeljati, je treba vstopiti pa iti preko njihovih kanalov, preko njihovega sveta, ne pa da se v bistvu postavljamo v vlogo enih misionarjev, ki pridejo na Papuo Novo Gvinejo in bomo mi zdaj z latinščino se obračali do ljudi, ki latinščine ne razumejo. Se pravi, tukaj je pravzaprav cel kup enih izzivov in jaz mislim, da tista ključna stvar, ki jo potrebujemo, preden gremo kakršnekoli spremembe učnih načrtov, česarkoli drugega, rabimo en preprost premislek o tem, kakšno šolo rabimo, še boljše najprej, kakšno družbo želimo imeti, šele ko bomo imeli en jasen konsenz družben okrog tega, se lahko pogovarjamo, kaj pravzaprav pričakujemo od izobraževalnega sistema, in ko bomo vedeli, kaj pričakujemo od izobraževalnega sistema, bo tudi veliko bolj jasno, kako pravzaprav katere najboljše kadre, najboljše kandidate izbirati za pedagoške poklice in jim potem ta dragocen material, ki mu rečemo otroci, ne, dajati v roke, kako jih pripraviti, kako jih usposobiti. Tako da izzivov je malo morje, ampak tisto, kar pravzaprav jaz vidim, saj niso nerešljivi, samo treba se je lotiti, treba se je preprosto lotiti in si preprosto včasih reči, dejansko morebiti pa del teh predstav, ki jih imamo o tem, kako naj šola dela, kako naj šola funkcionira, preprosto ne zdrži več kritične presoje in se je treba z njimi soočiti, spopasti, se ni nič tragičnega v tem, svet se spreminja, ne. In tako bom rekel, ne, dostikrat na kakšnih izobraževanjih pokažem eno sliko 1901. leta, ne, je ta
mislim, da je Francoz narisal ilustracijo, ne, kako si je predstavljal šolo leta 2000. Ne. In ta šola z leta 2000, pravzaprav, ki jo je narisal, ne, je zelo podobna temu, kar danes imamo v šoli. Razlika je samo v tem, da učitelj meče knjige v neko napravo, in potem gre po žicah v ene čelade, ki jih imajo otroci na glavah znanje. Wi-Fi-ja si takrat pač še ni predstavljal, ampak dejansko smo pa zelo blizu temu. Po drugi strani pa, če mene nekdo vpraša danes, kakšna bo šola čez 30-50 let, niti si ne upam dati roke v ogenj. Želim si pa samo nekaj, da ta pridobitev, ki jo imamo, se pravi javna šola za vse, kjer lahko otroci dobijo neko vrhunsko znanje, neke pomembna izhodišča za življenje, ne glede na to, kakšna je njihova socialna, ekonomska ali pa druga zgodba, ki jo prinesejo s sabo iz družine, to pa mislim, da je tako pomembna pridobitev, da se zato moramo o tem pogovarjati. Res. Ja, se mi zdi zelo pomembno, si pa odprl tudi eno zanimivo dilemo. Kje je ta meja med prilagajanjem komunikacijskim kanalom, kot si dejal, sodobne mladine, in kje je tisto, kar pravzaprav povezuje znanje preteklosti z znanjem sodobnosti? Nek francoski filozof Marcel Gauchet je dejal, da je prav pojmovanje znanja v tem smislu simbolne vrednosti šole se v teh časih zelo spremenilo, da pravzaprav otroci in mladina šolo razumejo kot neke vrste tehnično protezo, vstopnico za lažji in boljši vstop na trg delovne sile. Da pravzaprav znanja pa niti zares ne potrebujejo, če jim ta ne prinaša boljšega delovnega mesta. V smislu, da pravzaprav s znanjem se živi sicer boljše, ampak da se pa živeti tudi brez njega. Ne vem, kakšne so tukaj pojmovanja, Mateja, kaj meniš, kako, kje je ta presek, koliko se prilagajati pravzaprav otrokom, koliko pa na nek način smo kot javno šolstvo vendarle dolžni, da prenašamo to znanje preteklosti tudi bodočim generacijam, ker ne nazadnje je to pravzaprav edina točka, na kateri bodo ti otroci dobili nekaj, kar je osnovalo našo civilizacijo, ne nazadnje. Ja, res je tako, ker zahtevno vprašanje, premislek je potreben, ker bi rekla, da otrok, ki pride v šolo, pričakuje zanimive dražljaje, tako kot jih ima, bom rekla, v tehnologiji, ki mu jo doma, bom rekla, nudijo starši. Ne? In da je učitelj tisti, ki ga motivira, ki ga pridobi na svojo stran, je zelo pomemben. Ne? In zdaj, če je učitelj navdihujoč, se pravi, da zna svoje vsebine predstaviti otroku, da ga vodi skozi neko uro, da mu postavlja smernice, ne da mu vse prinese na dlani, ne, da je vse samo nek prepis, neke snovi in da potem otrok to prepisuje in se potem na koncu nauči in to potem, ko bo vprašan, da je to zanj neko znanje, to ni najboljše. Ne? Tako da res učitelj mora biti umetnik, da pridobi otroke na svojo stran. Tako kot je kolega že prej rekel, ne? Kaj vse naj bi učitelj bil, da bi pridobil otroke in da bi otroci potem izkazali neko znanje, ki bo v prihodnosti uporabno. Ker tako kot je rekel doktor, je situacija taka, da ne vemo, kaj bo čez 10 let, ker to, kar zdaj otroke učimo, je vprašanje, koliko jim bo to koristilo čez 10 let. Praktično smo kar v velikih dilemah in pa raziskovanju, kako se otroku približati in kako zdržati z njim, bi rekla, kako njegovo komunikacijo speljati naprej, da bo otrok sodelovalen in pa da bo iz šole šel dobrega znanja oziroma navdušen in da bo doma potem se o tem tudi učil. Ker zjutraj, ko opazujem starše, ko pripeljejo otroka, vsak dan rečejo, imej se lepo, uživaj v šoli, ne? In šola pa ni samo to, da se ima lepo in uživa. In včasih že kar rečem, tole pa moram na naslednjem roditeljskem sestanku, ko pozdravim starše, to omeniti. Ker šola je tudi, bom rekla, čas, ko so neki dražljaji za otroka, ki so zanj tudi stresni in otrok mora doživljati pozitiven stres. Ne? In vse preveč je tako naravnano, da je vse super in vse in sploh. Ne? In to je tisto, da eno pravo mero vsega v šoli upeljati in da pridemo končno tudi do znanja, je resnično vedno večja umetnost.
Verjetno z tega stališča pravzaprav se postavlja pod vprašaj tudi nekaj, glede na to, da smo na okrogli mizi, ki poteka v okviru Slovenskega knjižnega sejma. Vseeno vprašanje, Roman, vi ste tudi literarni komparativist in vem, da je književnost tudi vaše področje in ko razmišljamo tudi v zvezi s tem, kar je zdaj nakazala Mateja, književnost pravzaprav se zdi, da je v tem času in tudi branje, da pravzaprav v tem digitalnem času tudi nekako izgublja svoj pomen. Nekateri pravijo, da je to celo kraljica brez prestola, da sicer zbuja občudovanje, naj pa ne bi dajala ničesar takega, kar bi pravzaprav sodobni otroci za preživetje v današnji družbi potrebovali. Zdaj, kako pripeljati otroke nazaj pravzaprav in jim pokazati, kaj tisto, kar pridobijo recimo tudi pri predmetih, za katere se morda navidezno zdi, da jim v življenju niti ne bodo koristili. Kako je zdaj ta pot, kako priti do njihovega tudi srca, bomo rekli? Sem tradicionalist. To pomeni, da sem absolutno prepričan, da določena znanja otroci v šolah morajo dobiti. V tem ni nobenega dvoma. A so vsa ta znanja uporabna? Iskreno ne. Veliko jih je, ki so mogoče balastna, ki so odvečna, ampak tista temeljna znanja so pa vsakdanja. Ena so takšna, ki jih lahko zelo konkretiziramo, ali je to celo slov ali karkoli drugega, ali so pa takšna, ki so veliko bolj pomembna za duhovno rast, za osebno, čustveno rast ali karkoli podobnega. Pred mnogimi leti so bili vsi prepričani, da je knjiga mrtva. Zaslon jo bo pokopal, vsi bomo imeli tablične računalnike, vsi bomo imeli dlančnike in bomo brali. Bodimo iskreni, to se ni zgodilo. Upam, da se tudi nikoli ne bo, kajti sam pristop do branja, sam način do branja je lahko ritual, je priprava, je razmišljanje. Enako je to tudi pri pouku. Torej, književnost, velikokrat je bilo vprašanje, kaj pa vi veste, kaj je Prešern mislil, kaj pa vi veste, kaj je on hotel. Da, seveda, o tem se ne sprašujemo vedno znova, ampak zelo pomembno se mi zdi za vse ravni znanja, pravzaprav nek temeljni vzorec, kako pridobivamo informacije, kako hitro te informacije lahko pridobimo, potem je kritični razum, kako bomo vse te informacije pravzaprav predelali, potem je pa uporaba teh informacij v vsakdanjem življenju tega znanja, pri čemer pa vedno mora biti zraven tudi etično-moralna človeška nota. Torej, znanje je lahko čudovito, lahko ga uporabimo po popolnoma napačni strani. In tukaj je književnost izredno dragocena. Kajti ravno preko književnosti se lahko na nek način pogovarjamo o zelo različnih plasteh življenja. Če konkretiziram, Dragotin ete na očevem grobu, povedi mračni me grobar, in tam stoji sin ob grobu in je vesel, da je oče mrtev, kajti on je brez cilja, brez prijateljev, brez vsega v življenju. Idealna istočnica mogoče za sedanji čas. Koliko je takšnih ljudi v tem trenutku, ki so izpraznjeni, iščejo neko stvar. In če to pravilno odpreš v razredu, je to ena plat medalje. Druga stvar, meni je grozno, ko se spomnim, kakšni so bili moji testi književnosti. Upam, da mi moji dijakinje in dijaki sedaj to oprostijo. Ampak, če bi danes bi učil z drugačnega vzornega kota, problemskost, ali pa univerzalnost. Recimo Prešernova pesem, ko mu noč in dan kljuje srce, ta motiv srca pri Prometeju, ta motiv srca pri Prešernu, ta motiv ranjenega srca danes lahko poveže zelo banalno zadevo, zakaj pravzaprav nosimo prstane, zakaj imamo kamen na prstanu, kaj nas to povezuje. Torej, kako osmisliti to našo književnost, kaj sporočiti, kaj nadgraditi. So pa res nekatera književna besedila, za katera verjamem, da jih sodobni svet ne razume in jih ne bo mogel sprejeti. Ampak, ali sedaj narediti Prešerna popolnoma reperskega, kakor je to doktorju Igorju Ksahsihdi dobro uspelo, ali spraviti kompletnega Cankarjev strip, ali pa po pidžamino narediti motivacijo, tukaj pa sedaj treba najti kompromis. Med tem, kako še vedno imamo literaturo, umetnost višjo raven, in kako imamo ta pristop pripravljen za otroke. Torej, prepričan sem, književnost je izredno aktualna. Zelo pomembno je pa, kako jo širimo, kakšno noto damo, kako nagovorimo otroka in katera sporočila so tista, ki so temeljna v teh književnih delih.
Torej, usodi knjige se še vedno dobro piše, bi dejali. No, ampak tukaj je bila odprta ena zanimiva dilema. Zdi se mi, da vendarle ta digitalni svet nekako otroke navaja na privzeto površinsko branje in da se nekako izgublja ta tako imenovana kognitivna potrpežljivost tudi za branje daljših besedil, za ohranjanje pozornosti. Zdaj, na kakšen način pravzaprav pripeljati otroke do tega, da vendarle seveda ostanemo in ohranjamo tudi knjigo kot neko daljše besedilo. Zagotovo so te krajšave, stripovske priredbe nekaj, kar kot si dejal, Kristjan, govori govorico teh komunikacijskih kanalov mladih. Ampak vendarle šola je tudi prostor, ki naj bi otroke potisnila nekoliko višje, točko višje onkraj njihovih zmožnosti. Zdaj, na kakšen način pravzaprav v tem razpršenem svetu otroke pripelje do tega, da prepoznajo, da je trud pomemben in da jih to pelje na nek način do zmožnosti kritičnega razmišljanja, kar je tudi seveda ena od pomembnih, kar kaže tudi trenutno stanje, ena od pomembnih veščin, ki jo pravzaprav bodo morali dobiti v šoli. Ja, to je po mojem eden od najbolj pomembnih in aktualnih izzivov tegale trenutka, ne? Ker pravzaprav tisto prekletstvo zaslonov, ne, je v veliki meri v tem, da omogoča to instantnost, to površinskost in hkrati neposreden konstanten dotok dopamina v otroške možgane, ne, preko družbenih omrežij vsega ostalega. Zdaj, kot strasten fan stripov, mogoče nisem prav za komentirati tole, hecam se, tako bom rekel, ne, ko jaz slišim izraz uporabno znanje, ne, mi grejo lasje po konc, ne, kdo pa je tisti, ki pravzaprav govori o tem, pa presoja, katero znanje je uporabno. In tako kot je Roman rekel, ne, jaz mislim, da pravzaprav se ne sme nam zgoditi, da bi delali popustke in šli stran od klasične literature, od klasičnega humanizma, od zgodovine, ker pravzaprav so to stvari, ko mogoče z enega utilitarističnega vidika se ne zdijo pomembne za neko delo, ki ga bo otrok upravljal čez 20 let, ne, ampak po drugi strani so pa to stvari, ki nas delajo drugačne, ki nas delajo kritične, ki nas, bom rekel, zelo tako v narekovajih, ker drugače tega ne upam reči, nas delajo boljše ljudi. Meni so šli recimo par tednov nazaj, ne, kar malo lasje po konci, vsako leto delam eno vajo študenti, ne, in pravzaprav je bilo moje navodilo študentom, zdaj si pa zamislite tri literarne like, ne, s katerimi se lahko poistovetite, ki so vam nekako blizu. Ne. Študentje, ne, na fakulteti so se začeli malo nasmihati, ena je rekla, jaz toliko časa nisem že nobene knjige prebrala. Jaz sem rekel, čakajte, prvi letnik ste, če nič drugega, ste vsaj 2 knjigi morali prebrati za maturo, so se začeli nasmihati, so rekli, mi smo bolj skozi prišli, ker smo z eno samo, meni se je zdelo to grozljiv. To se mi je zdelo grozljiv. In skozi tiste debate, potem, ko smo govorili o teh, se je nekdo spomnil, pa je rekel, kaj je že bil tisti, ki je ki je tam požar podtaknil, pol je pa pisal pesmi, meni so šli lasje po konc. Sem rekel, imate Nerona v mislih, ne, ampak to so ene take bazične osnove, ki jih po mojem moramo ohraniti, ker če to zgubimo en del te naše humanistične človeške tradicije. Ne. Zdaj, na kakšen način pa otroke, ne, to je pa ključno vprašanje, kako otroke v ta svet. Težava, ki jo v tem trenutku vidim, je točno to, kar je bilo že omenjeno. Ne? Ta manija s tem, da se otroci morajo imeti fajn, da morajo biti otroci srečni, pa otroci zadovoljni. Jaz mislim, da je to popolna uslarija. Pomembna reč je seveda, da v življenju stremimo k sreči, da stremimo k zadovoljstvu, ampak to, da v enem trenutku gremo iz tiste cone obdobja, pa naredimo korak več,
to pa pravzaprav ne pomeni, da to pa ni trpljenje. Ne? To pomeni samo, da si pripravljamo teren za to, da bomo dosegli nekaj več, da bomo lahko več tistega notranjega užitka. Sej, jaz, ko se pogovarjam z mojimi študentarijo ali pa z mularijo, ne, se v končni fazi, kdaj pa človek doživi tisto pristni občutek enega zadovoljstva, da je nekaj naredil, ko se potrudi, ko je en proces, ko je en trud noter, ne, in to izkušnjo, jaz mislim, da otroci pravzaprav naravno dobijo, če od majhnega imajo izkušnjo branja. Otroci, ki imajo od majhnega, od vrtca naprej že izkušnjo branja, ki jim starši berejo, ki jim starši predstavijo to kot nekaj pozitivnega, nekaj lepega, doživijo to izkušnjo, ki ima ogromno prednost pred gledanjem zgodbe na zaslonu. Ko gledaš zgodbo na zaslonu, ko gledaš film, ko gledaš risanko, ko otrok to gleda podobe, pa gleda scenarije, ki jih je pripravil nekdo drug. Ko pa bere, je pa on soavtor vsega tistega dogajanja in se film vrti v glavi, scenarij je malo tam napisan, režira ga pa otrok sam. Tako da tukaj, in če to od majhnega delamo, potem sem jaz prepričan, gledam tudi pri mojih otrocih, potem ta kultura branja ostane in ta užitek, pravzaprav veselje, ko prebiraš, tudi če se prebiješ čez nekaj težkega. To ne pomeni, da so stripi mogoče manj vredni. Stripi so super reč za neke zgodbe podajati. Literatura je pa seveda literatura, ali pa konec koncev tudi strokovna literatura, ali pa karkoli napisanega, skozi kar se je treba prebiti, pa skravžljati možgane, ima pa svojo inherentno vrednost. In zato se mi zdi pomembno, da pravzaprav skozi šolski sistem, skozi izobraževanje otrokom damo to izkušnjo. Treba se potruditi, treba je iti iz cone udobja, ker šele takrat, ko gremo iz cone udobja in naredimo korak več, pravzaprav doživimo tiste pristne človeške užitke. Wow, nekaj mi je uspelo. Sicer je pa vse skupaj na ravni tiste površinskosti in tistega stalnega dopamina, ampak zato pa pravzaprav niti ne rabimo tablic. To isto pa lahko delamo tudi z alkoholom ali pa s kakšnimi drogami, pa ni nekaj, kar bi na družbeni ravni razumeli kot dobro. Ne? In mislim, da je zelo pomembno, da razumemo, da ta digitalna orodja obstajajo, jih je smiselno koristiti, ne moramo se iti ludizem pa jih metati ven, to je svet otrok, ampak hkrati jih moramo tudi učiti živeti vse prednosti tistega, kar pa mi seveda vemo, da je pa tudi dobro zanje. Ja, zagotovo mislim, da tukaj bi vsi prikimali temu, kar je Kristjan povedal. Čas se nam malce izteka in mogoče za ta zaključni premislek vseeno, Mateja, zdaj to izobraževanje nadaljavo je vendarle pokazalo tudi nekaj morda možnosti za prihodnost, ampak če bi se postavili v čas, naprimer čez 20, 30, 40 let, kje vidiš, kakšna bi bila prihodnost izobraževanja? Kje se ti zdi, da so te ključne točke, ki imajo potencial, da se izobraževanje v Sloveniji spremeni? Ja, zdaj še vedno bi rekla, da je šola prostor, ki največ daje, a ne? Hkrati pa ta kombinacija, ki jo zdaj peljemo že toliko mesecev, s kombiniranim poukom, z imenovanjem tudi drugače, čeprav v slovenskem prostoru nekega hibridnega modela poučevanja ne poznamo, tako da jaz to danes drugič poudarjam, da mi govorimo trenutno o kombinaciji pouka, se pravi, če je del otrok doma, del otrok v šoli, da na nek način nudimo otrokom, ki so na neki daljavi zaradi višje sile, če tako temu rečem, ne da bi si pa kar zdaj izbirali. Eni bi v šoli bili, drugi doma in to je tako, kot bi rekla, prosto po ideji staršev, ne? Ampak to zaradi višje sile, da pride do te situacije, to bi rekla podpiram in verjamem, da bo tega vedno več. Tako da ta čas, v katerem sedaj trenutno živimo, je verjetno res za nas en velik izziv. Pojavljajo so se velike spremembe, temu moramo slediti, ne moramo si zatiskati oči, hkrati pa res hitro razmišljati naprej, kako bomo to zadevo izpeljali, da ne bomo predolgo časa čakali, ker šolski sistem potrebuje prevetritev, šolski sistem potrebuje nove ideje, nove izzive in pa hkrati tukaj in zdaj je potrebno odreagirati. Roman, še za vas zadnje vprašanje, mogoče malce drugače. Kaj je tisto, kar bi si vi želeli
za izobraževanje prihodnosti. Tisto, kar se vam zdi neobhodno, potrebno, nujno in česar šola čez 20, 30, 40 let res ne bi smela zgrešiti, pozabiti. Razvijati celostno osebnost. Torej pri vsakem graditi na tistem osnovnem temeljnem znanju. Humanizem je postavil neke zelo jasne cilje, smernice, temu sledimo. Poleg tega temeljnega znanja pa vzgajati človeka v smislu sočlovečnosti, nekega zelo jasnega občutka za človeka, kajti če bomo gradili šolo samo na dejstvih, brez empatije, brez znanja sobivanja, bo zelo težko. Druga stvar, narediti en jasen premislek o tem, katera znanja so tista, ki jih moramo zelo ozko strokovno znati, kako pravzaprav priti do teh ozkih strokovnih znanj, obenem pa tudi razmišljati širše. Tisto, kar se mi pa zdi v tem trenutku najbolj pomembno je, nimamo več časa za govorenje, če bomo zamudili ta trenutek, ki je sedaj, bo to ena največjih, recimo temu zgodovinskih škod na področju šolstva. In ko se bomo začeli pogovarjati o tem, kakšno šolo želimo, kakšnega, človeka želimo, je treba vedeti, da je treba k temu pogovoru pritegniti od uporabnika, torej mogoče dijakov, njihovo izkušnjo, predvsem pedagoge, ravnatelje, tiste, ki neposredno delamo s tem, in strokovno javnost, pri tej strokovni javnosti pa zopet neko širino. Mi za neko prenovo šolstva potrebujemo tako psihologe, sociologe kot pedagoge, torej nek celosten pogled, kajti velikokrat se nam dogaja, da neko stvar nastavimo, naprimer obvezni in neobvezni izbirni predmeti, nastavili smo jih, rekli smo, dajemo izbirnost otrokom, otroci bodo različni, nismo pa natančno domislili sistema, nismo se pa zamislili, kako bo to pravzaprav funkcioniralo pri urnikih in tako dalje. Imamo lep cilj, ki ga pa ne znamo uresničiti in smo na pol poti. In če bomo stvari delali polovično, se moramo zavedati, karkoli naredimo na področju šolstva, lahko traja žal 50 let, je lahko včasih nespremenljivo, zato ker pač smo se tako odločili. Če bodo pa to pametne odločitve, bo to čudovito za našo družbo. Bomo vendarle zopet lahko živeli z neko pozitivno psihologijo, česar si vsi želimo v tej naši lepi, čudoviti, majhni državici. Če bomo pa zgrešili, nas bodo pa zelo bolele glave in te posledice so pa lahko tudi nevarne. Torej, trezen premislek, hiter sicer, strokoven, ampak nikar ne zgubljajmo časa, ker otroci hitro rastejo. Mi se pa žal staramo. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da to je bila taka zaključna misel, zagotovo tudi apel vsem, ki si bodo ogledali današnjo okroglo mizo. Mislim, da je ta pot od znanja do omike, bi lahko dejali, pot do neke osebnostne odličnosti, ki pravzaprav nastaja v šolskem prostoru, velika odgovornost države, vseh odločevalcev, pa seveda tudi vsakega izmed nas. Prepričana sem, da tudi knjiga, ki smo izdali pri Mladinski knjigi, Pozitivna psihologija za starše, vrtce in šole, je eden od prispevkov k temu, da se morda zamislimo, kaj in kako naprej. In seveda si vsi, ki smo se danes o tem pogovarjali in bi se še pogovarjali verjetno lahko nekaj ur, želimo, da bi nam to uspelo kot družbi in kot narodu. Najlepša hvala dr. Kristjanu Musko Lešniku, Mateji Urbančič-Jelovšek in Romanu Brunšku. Hvala tudi za vašo pozornost in vse dobro.